Pravlični Šumberk. Tu so vse točke na Šumberku. Hrušček Simon, reka, sončna ura, lisička, kamen, nad mestom, vinsko drevo, škratovo drevo, dožel dom, vrh Šumberka, varuh gozda. Hrušček Simon. Prva točka je v Čašminovem parku. Tu je prva točka v Čašminovem parku. Hrušček Simon. Čašminov park, paviljon za kavarno. Avtor lesene skulpture Matic Zakrajšek. Žarska dela pa Vodanov Jan Trček SP. Zavod za šport Domžale, občina Domžale, vizit Domžale, škratelj skulpturi Dom Franca Bernika, Slamenkarski muzej, Zavod za gozdove Slovenije, Narodna galerija, pa Zavod za raziskovanje Jan Simon Robič Domžale.
Vi ste drugače? Ja, midva sva Uroš pa Nina iz Zavoda Škratelc, ki sva v bistvu avtorja te blagovne znamke. Te blagovne znamke in seveda te poti oziroma ideje. Pa ne samo tega, ni škrateljstvo dol v Podpeči, pa z Bevk so bili letos tukaj škrateljci na pustnem festivalu. Res je, naši močvirski škratje. Ja, ker Aleš je naš nekdanji muzikant tudi, folklorni, z Ligojne. Ne, Aleš, Čepon. Znamo, poznamo. To je naša vas, ja. Ja, to je v bistvu 4. pravlično doživljajska pot, ki jo je Škratelc naredil. In pravzaprav vse nastajajo v nekem enakem konceptu. Skratka, v samem izhodišču je izvirna zgodba. V tem primeru gre za zgodbo Izgubljeni slamnik. Gre za seveda pravlično doživljajsko pot, ki pravzaprav otroke spodbuja k preživljanju časa v naravi, k pohodništvu in pa seveda k spoznavanju kraja, identitet, naravne in kulturne dediščine skozi domišljijo, skozi pravlične junake in seveda skozi misijo, ki jo imajo na tej pravlično doživljajski poti. V našem primeru gre za zgodbo. Namreč hrošček Simon je junak tega kraja že nekaj časa. To je v Domžalah tudi maskota, otroci ga že nekaj let poznajo. In mi smo hroščka Simona povezali z lisičko iz Šumberka, one dva sta prijatelja. Lisička iz Šumberka je pa tista lisička, ki nosi čudovit slamnik. Namreč ta slamnik oziroma slamnik je nosila že njena mama, pa njena mama, pa njena mama. In znano je, da lisička brez svojega slamnika nikamor ne gre. Živali celo pravijo na Šumberku, da dokler bo lisička nosila svoj čudovit slamnik, bo na Šumberku vse v najlepšem redu. Ampak nesreča nikoli ne počiva in nekega dne je lisička, ki se je sprehajala po Šumberku, svoj slamnik izgubila, drugače povedano, lisičkin slamnik je izginil. Poklicala je seveda na pomoč hroščka Simona, ta pa se je odločil, da bo to svojo pomoč okrepil in na pravlični Šumberk vabi otroke, zato da bodo pomagali seveda najti izgubljeni slamnik. To je naša misija. Zato da uspešno rešimo nalogo, potrebujemo knjižico Pravlični Šumberk. To je sestavni element naših pravlično-doživljajskih poti, v kateri seveda ne sme manjkati zemljevid, namreč otroci morajo vedeti, kako se orientirajo na svojem pohodu oziroma v naravi, vedno z zemljevidom in pa z drugimi pomagali na poti. In seveda, ko otroci dobijo v roke to knjižico, je najprej pomembno, da si jo prisvojijo, zaradi tega, ker se velikokrat zgodi, da jo odložijo, pa se pomešajo, predvsem, kadar gre za večje skupine otrok. Zato najprej rešimo to stvar. Namreč predstavljen je hrošček Simon. Hrošček Simon nosi ime po znanem raziskovalcu Simonu Robiču, ki je bil velik poznavalec rastlin in živali in je v bližnji železni jami pravzaprav našel jamske hroščke, ki jih do takrat ni nihče poznal. Zato nosijo ti hroščki njegovo ime. Namreč tem jamskim hroščkom se pravi, oziroma se imenujejo hroščji Robiči. Vidite jih lahko v Jamarskem muzeju ob železni jami. In zato nosi naš hrošček ime Simon. Zdaj, na drugi strani seveda se otroke spodbudi, da razmišljajo o tem, kaj pa oni najraje raziskujejo in kaj je njihovo zadnje veliko odkritje. To je torej knjižica, ki bo otroke vodila skozi pravlično-doživljajske točke na poti, ampak obenem, in to je zelo pomembno, je seveda priročnik za starše in spremljevalce otrok na tej poti,
zaradi tega, ker skozi vprašanja, zgodbe in seveda informacije, ki jih v tej knjižici dobijo, lahko otrokom približajo ta svet, jih naučijo kaj novega, predvsem pa jih seveda motivirajo k lastni ustvarjalnosti in domišljiji. Tako da, če ste pripravljeni, gremo iskati izgubljeni slamnik. Potem, in kot sem rekla, oni vidijo že takoj na začetku, da je torej tukaj začetek in da skozi naselje morajo priti k naslednji točki, ki se nahaja ob reki. Knjižico dobijo v kavarni Češmin, to je njihova baza oziroma štart in cilj te poti. Na poti pa so tudi smerokazi oziroma te naši kažipoti, ki so vsi v enaki obliki, nosijo napis Pravljični Šumberk in otroci imajo seveda veliko veselje, da jih prvi opazijo in tamle nas že eden usmerja k reki, kjer je naša naslednja točka. Maskote je pa to delal? To je pa, Mira, boš pomagala, maskota Hroščka Simona obstaja že pred našo pravljično doživljajsko potjo. Imam, jaz se zdaj poslovim, grem pisat. Vse že vem. Hvala, srečno. Ja, zmenjeno, zagotovo mulce privlečem. Nujno. Skratka, takole gor, lepo sprehod. Zagotovo jih bo zdaj lažje spraviti na šumo. Čau. Hvala ti, živijo. Mira, maskota, kdo je naredil maskoto Hroščka Simona? Kako je do nje prišlo? To je bil razpis za, naredil ga je pa potem izbran je bil na razpisu za oblikovanje neke take celostne podobe, prepoznavnega znaka Domžal, predvsem namenjenega otrokom, je bil Matjaž Vodlan iz Vira, tako da je pa sicer dobil ime po Simonu Robiču, raziskovalcu, jamarju, ki je v jami na Gorjuši odkril neko posebno vrsto teh hroščkov. Tako da po njem se je dobil naš Simon ime. To zdaj let, nekaj tazga, ker imamo tega hroščka. Ta maskota nas res spremlja na vseh otroških prireditvah. Otroci so ga res čisto za svojega že vzeli. Z njim obiskujemo vrtce, šole, to se ga vedno zelo razveselijo. Enkrat na leto pripravimo prireditev, na katero povabimo res ciljno naše vrtce, da zaplešejo skupaj s hroščkom in ostalimi maskotami, ki jih Hrošček povabi. Ima tudi svojo knjigo, ki se imenuje Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki je se izkazala za zelo primeren didaktičen pripomoček pri poučevanju, hkrati je pa tudi turistični vodnik po Domžalah. Pisala je pa naša občanka Nina Mavkova, kot smo zaključili ponovno domači. In tudi pesem, ki plešajo na njo. Ja, res je, hvala za vprašanje. Tudi pesmico že dobil in tudi plesma. Naši otroci tudi kar dobro znajo. A te skulpture pa je kdo delal? Kaj so tu postavljene ob poti? Pomembni elementi za doživetje pravljičnega Šumberka so tudi lesene skulpture. Te izdeluje Matic Zakrajšek, ki je rečemo temu strokovnjak, pa tudi umetnik za obdelovanje lesa in pa vdihovanje življenja lesu. On te skulpture naredi na podlagi ilustracij, ki so seveda, ki nastanejo pri ustvarjanju slikanice. Torej slikanica Izgubljeni slamnik je delo ilustratorke Anke Kočevar, ki je, bom rekla, slovenska ilustratorka v vzponu, tudi nagrajena na zadnjem ilustratorskem bienalu in v bistvu gre za ilustracije, ki služijo potem seveda tudi kot
navdih oziroma osnova za oblikovanje teh lesenih skulptur. Matic Zakrajšek je doma iz Cerkelj pod Krvavcem in pravzaprav je ustvarjalec večine teh skulptur. Imamo pa na poti sami tudi še druge lesene elemente, ki jih izdelujemo tudi v sodelovanju z drugimi rezbarji, mizarji in skratka širšo ekipo, ki soustvarja ta produkt v bistvu. Izkoristi ta čudovita rekreacijska pot. To, da se izkoristi za Domžalčane, ja, seveda, da tudi, pa tudi za druge obiskovalce, verjetno. Absolutno, to je en čudovit odsek ob reki, pravzaprav skozi naselje oziroma mesto, ampak kar naenkrat si v tej čudoviti zeleni osi. Vedno smo zelo lepo presenečeni, ker je ponavadi ta fitness na prostem zelo obiskan, tako da čutimo ta športni utrip Domžal, po katerem se tudi Domžale ponašajo. Zato smo se odločili, da pravzaprav naslednjo točko umestimo na to zeleno os. Namreč to je točka reka, nahajamo se ob reki in tukaj smo postavili en mlin, zato da imajo otroci to izkušnjo spet. Ne. Ok, super. Namreč v knjižici pravi, da se hrošček Simon in lisička iz Šumberka zelo rada ob tej reki, ki se imenuje Kamniška Bistrica, sprehajata. Na sotočju z reko Račo rada priredita tudi kakšen piknik. In reka, ki je sicer hudournik, je pa znana po tem, da so ob njej nekoč ljudje kopali kanale, ki jim pravimo mlinščice. In Kamniška Bistrica je reka, ki ima pravzaprav največ mlinščic in še danes, in tukaj povabimo ljudi seveda tudi na še eno znamenitost tega kraja, lahko obiščejo učno pot ob Homški mlinščici, kjer lahko najdejo 4 mline, 3 male elektrarne, žago in kovačijo. Danes so sicer mlinščice v glavnem dom številnih živali in rastlin, otroci pa lahko zavrtijo mlin in se ob tem seveda pogovarjajo in razmišljajo o tem, kaj vse lahko v mlinu zmeljemo. Lahko si prinesejo tudi lešnike ali pa kakšne druge plodove. Dejansko to funkcionira. In jih seveda meljejo in spoznavajo, kaj je to mlin. In čemu je seveda nekoč služil in čemu seveda lahko služi še danes in tudi za prihodnje rodove. Tako da to je točka mlin. Ob reki poišči mlin, zavrti njegovo kolo in pomisli, kaj vse lahko v njem zmelješ, pravi hrošček Simon in nas že vabi na nadaljevanje poti. Torej moramo se odpraviti naprej proti pravljičnemu Šumberku. Zdaj smo prišli do mlina, ob reki moramo torej naprej, čez reko in tam nas čaka naslednja točka, ki je sončna ura. Občino Domžale smo se mi oblikovanja te pravljično-doživljajske poti lotili na način, da vendarle določene poti, elemente
in doživetja, ki so že vzpostavljena na tej poti, povežemo oziroma jih z neko to pravljično vsebino nadgradimo in da ob tem seveda opozorimo na znamenitosti kraja ali pa v bližini, ki si jih je vredno ogledati, še posebej potem, ko bodo otroci, pa seveda tudi njihovi starši oziroma spremljevalci, to zgodbo nekako povezala. In zato jih na posameznih točkah vabimo tudi k spoznavanju, k širšemu spoznavanju kraja. Bodi si na to učno pot Mlinščic, bodi si na gozdno učno pot po Šumberku, bodi si v Slamnikarski muzej v Domžalah, bodi si v Železno jamo in tako naprej. In od lani tudi čebelarsko pot, glih tukaj mimo gre. Tako res je. Mimo sončne ure gre. Domžale so bogate z različnimi potmi, tako da tukaj na tem, ko prečkamo most, se tudi srečamo z vsemi smerokazi, ki usmerjajo v različne poti, steze, točke. Ena od njih je seveda tudi čebelarska učna pot. Tu pa ribiče, črve učijo plavati. Ja. Saj tudi točke niste rekli, da ste ponavljali. Ja, da se bo nadgradila. Zelo zanimiva točka, namreč tudi ta sončna ura je že nekaj časa na tem bregu Kamniške Bistrice in mi smo pravzaprav jo vključili v našo zgodbo, predvsem zato, ker je čas in doživljanje časa v pravljičnem Šumberku en pomemben del zgodbe. Namreč ne pozna vsak otrok, pa tudi ne vsak odrasel delovanje sončne ure. Poglej, kam kaže senca, zapiši čas prihoda in odhoda. Če sonca ni, si pomagaj s kakšno drugo uro. Skratka, otroci imajo na tej točki tudi nalogo, da vpišejo, ob kateri uri so prišli do te sončne ure. In zdaj, če pogledamo seveda na sončno uro, kaže, no, otrok, Uroš, boš povedal, koliko kaže sončna ura? Gremo gledati, ko kaže 12. Sončna ura kaže točno 12, namreč vsaka sončna ura ima rimske številke in po seveda senci se orientiramo, ampak a se mi nahajamo slučajno v pravljici ali v resničnosti? Če pogledamo na uro, je ura 1. Kako pol? A je možno, da se sonce moti? A je možno, da sončna ura kaže napačno? Ne, na tej točki se seveda lahko z otroki pogovarjamo, na kakšen način so včasih merili čas. To jim pomagamo tudi z besedilom v knjižici. Pogovarjamo se o tem, s kakšnimi napravami danes merimo čas in pogovarjamo se tudi o tem, da želimo prelisičiti naravo in da smo za svoje potrebe ljudje si čas celo priredili in da seveda dvakrat na leto uro premaknemo in je torej danes za nas ura 1, čeprav sonce kaže pravilno in je po soncu seveda ura 12, ampak ne glede na to, čas vedno teče in zato tudi če sonca ni in če se ne moremo orientirati po soncu, seveda ne moremo reči, da čas stoji. Ja, to pa res, ja. Namreč čaka nas vstop v Šumberk, kjer nas bo seveda, kot je tudi kaže
slikca na zemljevidu, pričakala Teta lisica. lisička. Ja. Ampak brez slamnika. Ja. Ja. Slamnik bo treba pa še najti. Res, ja. Sami pa tako, no. Stran, da že na večerno jih obalo vlečem, da se tukaj pole. Je pitnik. Prej, kar je zelo pomembno, da smo nekako jeli. Pitnik je tudi Tako, se ja. ujel zraven. Smo se pa res potrudili, da je zelo dobro označena s vsemi temi tablami, da ljudje v vsakem trenutku vejo, kje so. Ne? Recimo, klele kasitki že vidiš, aha, tamle je tabla, potem bo pot šla gor, ne? Da se ljudje res dobro počutijo. Pa pol se še tudi tukaj z gozdno učno pot Šumberk, ki je tudi lisička, ne, znak. Še pol tudi grejo po tej poti tudi ta pot. Ne. Dosledno sledimo tej Ja. šumberški poti, zaradi tega, ker je, da se tukaj ne bi prišlo do podvajanja in da v bistvu bogatimo te vsebine. Ne? Da, ne, se obe vsebine prepletajo. Ne? Če nekdo hoče malo več poudarka imeti na ravoslovju, lahko te vsebine vplemeniti. Ne? Tako da kar na tole stran. Si povedal, da se bo prenavljalo? Ne, nisem. Zdaj, trenutno je postavitev table še takšna, ampak ta točka skupaj z zgornjo točko na razgledišču se bo prenavljala. Tako da Mira mogoče lahko pove, kdaj se bojo začela dela, ali se to že ve? Ja, načeloma 10. oktobra se začnejo dela tle in na razgledišču, oziroma najprej bo razgledišče na vrst, potem pa tole. Tle smo se pa povezali z oddelkom za urejanje prostora s Polono Bitenc, tako da smo dva projekta združili, da se, kar je edin smiselno, pa smo s tem tudi prihranili nekaj stroškov in nekaj dela tudi pa časa, ne? Ja. Tako da je tale točka tle začasna, no? Potem se bo pa tole majčkeno drugače obrnili, da bo tudi tole vidno iz poti. Ja. Sicer obiskovalci Šumberka to točko že poznajo, ker na drugi strani je seveda gozdna učna pot Šumberk, ki je pravzaprav tudi poimenovana ali pa jo poznajo kot lisičkino pot. No, ampak zdaj pa lahko spoznajo tudi to lisičko. To je naša mična gospodična z Šumberka, ki ima ponavadi na glavi čudovit slamnik, ampak kot pravi sama, je medtem, ko se je sprehajala po Šumberku, postala malo utrujena, pa je prišla do tistega lepega, starega, belega gabra in se je ulegla k koreninam in je zaspala. Pa je sanjala. Sanjala je o eni strašni nevihti, da je prišla na Šumberk, da je se ji bliskal, grmel, da je pihal veter in da je dežval. No, ampak polka se je pa zbudila, je pa pogledala okrog sebe in je ugotovila, da pravzaprav je vse v najlepšem redu. Samo ena stvar ni bila več taka kot prej. Namreč lisička je ugotovila, da je njen slamnik izginil. Ojojoj, moj slamnik je izginil. Zaman sem ga iskala ves dan. No, ampak še dobro, da je hrošček Simon pripeljal svoje prijatelje, otroke, ki bodo pomagali najti izgubljeni slamnik. V knjižici otroci izvejo, da je Šumberk lisičkin dom in da je to zeleni hrib, gozd, ki mu pravijo tudi zelena pljuča Domžal. Danes so tu doma gozdne živali, drevesa in rastline, ampak življenje na Šumberku sega davno v prazgodovino, v čas naših prednikov. In to še ni vse. Prav toliko sveta, kot ga vidiš na površju, se skriva tudi pod zemljo. Kako skrivnosten je ta kraj, pravi hrošček Simon in nas vabi, to bo prava dogodivščina, kar pogumno za menoj. Tako da pot nadaljujemo, zdaj pa po pravem Šumberku. Lisičko pozdravimo. Se zraven postaviti. Ja. Kje pa je? Tako. Ja, Senčki O, ti nazaj. Je tako, ja. To.
Nič ne skrbi, bomo ti mi prinesli slamnik. Tako da ne bomo preveč razkrili, pa noben več ne bo pa tako. Ja, saj mogoče. Poglej, če je res. Ampak mogoče bi to povedala, ne, da poleg lesenih skulptur in lesenih predmetov je na poti tudi doživetje povezano s kamnem. In zato smo pravzaprav vključili umetnico, ustvarjalko s kamnom oziroma podobami, klesanjem podob v kamen in kje drugje bi to boljš naredili kot na točki povezani s kameno dobo in pa prazgodovino. Neja Meta mi piše na mailu, ne drugače. Temu Luku, a ne, res hvala za fotografije. Prav naroden, ne, samo. Aha. No, a je tam ršica, ta poseljena? Ne more biti. Je, tako kot je poseljena bi mogla biti. To je ršica? Ja. Kjer je pa doben? En je pa nižji dol. Doben pa more... Le, je pa tole, kler. Pred mestom. Namreč to je točka, na kateri hrošček Simon in lisička rada posedata na klopci, kadar se skupaj sprehajata po Šumberku in opazujeta ta razgled oziroma uživata v razgledu. V daljavi, kadar je razgled res čist in dober, lahko vidimo Kamniške Alpe. V mestu vidimo seveda neizogibno dimnik, to je dimnik slamnikarske tovarne. In če se sprehodimo do mesta, lahko najdemo še več sledi slamnikarskih tovarn, kjer so nekoč izdelovali slamnike. Namreč že lisičkini predniki so pred več kot 100 leti nosili slamnike, ki so jih iz slamnatih kic spletle in sešile domžalske slamnikarice. Pogledamo si seveda zemljevid in točke na zemljevidu. V knjižici pa otroci lahko pogledajo tudi sliko in fotografijo iz starih časov in primerjajo, kako je mesto izgledalo nekoč in kako izgleda danes. Pri trgovskem centru in knjižnici v mestu stoji Ladšteterjev dimnik. O njem oziroma o zgodovini slamnikarstva pa si bodo otroci lahko več prebrali doma na strani 18 v svoji knjižici. Na tej točki imajo otroci nalogo, da v svojo knjižico odtisnejo žig dimnika. A gremo odtisati? Ma ne, ta je prazna, ampak kar dej. Kakle gor dej. Žigi so taka stvar, ki otroci imajo radi. Prav je... Zato tudi raje k zdravniku hodijo, pa k zobozdravniku, kad čebelce dobijo. Posoj pri tem nenavadnem drevesu, ki mu pravijo tudi vilinsko drevo. Otroke v knjižici namreč povabimo, da si od blizu pogledajo tako imenovani čudežni glog. Glog je to drevo in to je rastlina s čarobno močjo. Rdeče glogove jagode lahko pozdravijo bolno
srce in kdor ima palico iz globugovega lesa, se ne boji kačjega ugriza. Včasih si lisička iz teh jagod glogovih splete venček in ga nosi okoli glave, ker je namreč videla, da takšne venčke nosijo tudi vile. Zato čudežnemu glogu pravimo tudi vilinsko drevo. Je pa Šumberk znan po tem, da na njem živijo tudi takšna bitja, torej vile, vilinci in pa tudi škratje. Namreč v jamah na Šumberku so doma jamski škratje in vsa ta bitja gozdna so tudi varuhi gozda in narave. Pravi hrošček, poglej, ali so na glogu rdeče jagode, iz glogovih listov, cvetov in plodov si lahko skuhaš zdravilni čaj. Mi pa povabimo naše obiskovalce, da spoznajo gozd, drevesa in druge značilnosti Šumberka tudi na bolj poučen način, manj pravljičen, bolj poučen. To je namreč vodnik oziroma učna pot po gozdni poti Šumberk in na tej poti, to so te točke, ki so označene tudi na lisičkini poti, lahko pobliže spoznajo posamezna drevesa in naravne znamenitosti Šumberka. Tako da združujemo obe poti na nek način. Zdaj pa bomo na misiji iskanja izgubljenega slamnika. In zemljevid nas vodi skozi gozd do naslednjega nenavadnega drevesa. V teh sprehajajo seveda večkrat, to je pravzaprav tudi namen, namreč kljub temu, da najdejo izgubljeni slamnik, vedno znova radi doživljajo to pot in se poglabljajo v njeno zgodbo. Ampak to, kar se začne dogajati potem, ko že večkrat pridejo nazaj, pravzaprav začnejo doživljati naravo. Če se mi na začetku sicer ukvarjamo s tem, da otroke njihovo pozornost usmerjamo, potem se v bistvu po teh parih obiskih začnejo zelo suvereno pravzaprav doživljati okolje, predvsem naravo, v njenih različnih podobah, ne glede na različne letne čase, in so pravzaprav čisto samostojni v tem naslednjem koraku, kar je pravzaprav nam tudi eden od ciljev, da znajo razumeti in živeti v in z naravo. V vseh letnih časih relativno lahko dostopen. To je velika, velika prednost. Recimo krvavc ni, zaradi svoje lege. In večinoma so ravno te spomladanski, zgodnje spomladanski in jesenski, pozno jesenski obiski tisti, ki so tako številčni. To je to zares nenavadno in pravljično drevo, ki tukaj stoji že dolgo, dolgo pred našo potjo in je pravzaprav en, lahko rečemo, kar spomenik pravljičnega Šumberka. Tudi mi ga nismo poimenovali škratovo drevo, ampak to ime nosi že dolgo časa. Smo pa seveda dodali nekaj zgodbe, namreč to je tisti beli gaber, pod katerim se je ulegla lisička in tukaj se je začela dogajati ta nenavadna in skrivnostna zgodba pravljičnega Šumberka. In ko se je lisička pod tem drevesom zbudila, slamnika ni bilo več. Drevo otroke povabi k sebi, namreč drevo živi dolgo, dolgo let, veliko več kot ljudje. Pravzaprav približno toliko let kot škratje, recimo, včasih še več. In
Je pa na nek način zelo podoben ljudem, a ne? Diha, raste, govori in če pridemo k njemu in ga objamemo, nam mogoče pove, kje je izgubljeni slamnik. Ali pa tudi ne. No, in to drevo je otrokom reklo: lisička se je v klobčič zvila, si slamnikom oči pokrila. Kmalu sladko je zaspala, okrog nevihta je vihrala. Bliska se in grom bobni, veter piha, škrat benti, švist in slamnika več ni. Kdo je napisal pisnico? Bravo. Sam to ste celoti, da ste na koncu dali to gnil. Narasne gnil, samo malo primerno. Domžel dol. Domžel dol, ja. Domžel dol. Pa skrivni sred Šumberka, ki ga je pod zemljo vsaj to, kot ga je tudi nad zemljo. In tam nas čaka kar veliko presenečenje. Mogoče bomo uspeli kaj videti, mogoče bo pa vse ostalo skrivnost. Ta del gozda je res tako lep, ne? S temi skalami, s temi koreninami je res prelep. Uroš, se Šumberk je lep. No, čakaj. V jami je kraljestvo škrata Domžalca. To je Domžel dol. In zadnje čase je v Domžel dolu en velik problem. Namreč ljudje so v jamo metali smeti in to je škrata nad vse jezil. Bil je tako jezen, da je po Šumberku razpihal eno strašno nevihto. In kaj se je zgodilo? Nevihtni veter je odnesel lisičkin slamnik. Kako bomo škrata pomirili? V jamo ne smemo, če nismo jamski hrošček ali pa jamari. 12. oktobra vas vabimo v Domžel dol, ker bomo lahko vanj pokukali skupaj z jamari. Z jamarskim društvom Simona Robiča iz Domžal. Ampak, kadar smo pa na poti brez jamarjev, si pa pomagamo s knjižico, v kateri imamo nalogo, namreč s hroščkom Simonom se spustimo v Domžel dol in skozi jamski labirint pobiramo smeti, čistimo Domžel dol in na koncu nam škrat Domžalc menda le izda, kje nas čaka izgubljeni slamnik. Tu je pa pol tudi žig, ne? Ja, in seveda tudi tukaj imajo otroci za nalogo, da odtisnejo škratov žig. Škratel cel. Evo ga. Kino? Žig slamnika. To je pa pol prav žig slamnika, ne? Ja. Aha, lep. Aha, fino, ja. Pa sem tudi tole našo Polono povabila, ki ima tudi zelo smisel se z otroki delati. Polona, iz urbanizma? A ja, ne. Moja načakinja. Ja, Smrekov Lubadar. Smrekov Lubadar je točka na gozdni učni poti Šumberk. Ampak tudi mi se ob njej ustavimo, namreč niso vsi hroščki vedno tako prijazni kot hrošček Simon. Namreč pod ljubjem dreves in grmov živijo
hrošči, ki jim pravimo podljubniki. In takšen hrošč je tudi smrekov lubadar. In ko so drevesa suha ali pa poškodovana, se te hroščki razmnožijo in seveda gozdu delajo škodo. Ni pa to edini način, kako se gozd lahko poškoduje, oziroma ni to edina nevarnost, ki preti gozdu. Zato otroke spomnimo, da se je v gozdu treba ravnati po gozdnem bontonu in jih vprašamo, katere stvari so tiste, ki jih lahko oziroma želimo početi v gozdu in katerih seveda ne smemo. Pomagamo jim tudi z knjižico in se z njimi pogovarjamo. Otisnemo hroščkov žig, zato ker z njim potrdimo, da bomo od zdaj naprej vedno spoštovali gozdni bonton in s tem postanemo varuhi gozda, zaščitniki Šumberka. Na tej točki otroke povabimo v gozd, namreč v gozdu se skriva en kup naravnih, zanimivih pripomočkov, kako lahko naredimo kakšno gozdno bivališče, kakšen hotel ali hišo za žuželke in tukaj otroci prakticirajo gozdno pedagogiko. To je pa gozdna pedagogika, točka, kjer otroci iz vejic, listov, iz gozdnih plodov delajo različne hiške, različne figure. Tukaj v tem primeru so delali tudi hotel za žuželke. In če boste dobro pogledali, je tega vse polno naokrog, tako da se otroci tukaj ustavijo na poti in sami naredijo nek tak dom, ne, za različne žužke. Pri tem seveda tudi ugotavljajo, kaj vse se da v gozdu početi, kako je gozd eno odlično igrišče pravzaprav, ne? Naravno igrišče, najbolj blizu človeku, ne? To za marsitere otroke je kar nenavadno, ne? Ja, za klope se je treba doma pogledati, ne? Ja, to pa res, ja. Ampak zdaj bo tudi tega že konec, tako da. Skratka, tukaj je vse mogoče nastalo in še bo nastalo, ne? Glej, klele, tole smo naredili danes tudi v zdisko, veš? Kamuflirano, lej. Lej, kako je zakamuflirano. Pa tole klele, ne, a veš? Ja, ampak veš, bo to gre, da ljudje poznajo. Kaj ni za to, da boš ti te čim prejšnje pilke zbral, ne? Da jih nekaj, ja, v eni uri smo prehodili, ne? Super, ne, ti, se meni pa malo bolj športno, ne, ampak... A veš, tako da, kakor vam paše, ne? Super, ne? Tako da... Evo, botra lisička. Evo, lisička. Našli smo tvoj slamnik. Ja, lisička je vesela in pravi, da ne pozabi, ker te v kavarni Češmin čaka nagrada za najdeni slamnik, ki bo od zdaj naprej spet kraljeval na lisičkini glavi in zato bo na Šumberku spet vse v najlepšem redu. Se vidimo, lisička. Adijo. Čau, bav. Hvala. Opozori, oziroma hrošček jih opozori, a ne? In ne pozabi, pri sončni uri zapiši čas zaključka svoje dogodivščine na pravljičnem Šumberku. Tako da se vrnemo nazaj in zapišemo čas odhoda. Čas odhoda in čas prihoda. Ja, začeli smo ob 12 in tukaj smo zdaj ob 13. Po soncu. Po soncu. V resnici pa še malo kasneje. Kaj mora biti potem in